Zdravo! Hej! Noče ćete biti igralec, ali pa pevec, ali pa novinar, kak mi ve, ali pa kaj takšno, kot se treba dosti včite. Samo znanje pa pamet to je ne zadosta. Morate tudi znati, kar šolo morate zbrati. Če pa ščete znate, pa morate z nami ostati. Če se pa to se ne zanima, pa bomo danes tudi govorili o najslavnejši osebi Slovenije, Jože Činč, Big Brotherju in medijih. Ja. Zdravstvena, ekonomska, računalniška, gimnazija, joj. Hej, kaj ti že veš, kam bo šla? Ne imam pojma, prvo si moram te ocene zriktati, pa te se leko manj kam vpišem. Ja, ampak to je toliko šol, še zdaj ne vem. Kaj mi ne razumeš nekaj takšega, nekaj posebnega, kakšno fotografstvo ali kaj takšega, samo če to ščen temu se redno mogla včiti. Glavno ne veš, zato si pa oglejve predstavitev srednjih šol. Naša šola pač ponuja programe in ena stvar je tu zelo važna. Dijak, ki konča našo šolo, ima dve stvari. Dobi poklic, se pravi, lahko gre takoj službo. In tukaj, kar se lahko pohvalimo, je, da izobražujemo trenutno 4 programe na ravni 4-letnega programa. To je tehnik računalništva, elektrotehnik, strojni tehnik in okoljevarstveni tehnik. Prav tako izobražujemo na srednji poklicni šoli tudi na področju SPI ali po domače na 3-letni šoli, kjer imamo elektrikarja, avtoserviserja, inštalaterja in mizarja. Ko naredi maturo, se lahko gre na študij. Torej, dve možnosti ima. Istočasno dobi poklic, drugo stvar pa dobi, da se lahko nadaljuje na študiju. Mogoče čisto na začetku bi omenila našo tradicijo, naša šola, ki se sedaj imenuje Biotehniška šola Rakičan, to je 2 leti novejšo ime, ker so se pač vse srednje kmetijske šole v Sloveniji v enem programu preimenovale. Izobražuje v teh programih, ki jih tukaj tudi danes želimo predstaviti, že več kot 72 let. Se pravi, šola z dolgoletno tradicijo izobraževanja kmetijskih poklicev. Izobražujemo pa v 5 izobraževalnih programih, tukaj sta 2 4-letna programa, prej smo že slišali marsikaj o teh 4-letnih strokovnih programih, ne bi zdaj posebej, in pa 2 sta 3-letna, se pravi gospodar na podeželju in pa vrtnar, ter en 2-letni program, to je pa pomočnik v biotehniki in oskrbi. Če bi čisto na kratko nekaj posebnosti, specifike teh naših izobraževalnih programov, se pravi, to so vse več ali manj programi, ki obsegajo več ali manj kmetijska znanja, kmetijsko stroko. Zdaj ločijo se pa po tistih vsebinah stroke, ne, recimo. Naša šola, se pravi Biotehniška šola Rakičan, je posebna potem, ker vabi predvsem tiste osnovnošolce, učence 9 razredov, ki jih veseli narava, delo v naravi, delo z živalmi, z cvetjem, z okrasnimi rastlinami in tako naprej. To je tudi narava, ki nam je vsem zelo blizu, zelo prijazna, v naravi se odpočijemo, v naravi najdemo zmeraj kakšen prijeten kotiček za sprostitev in pa tudi delo, na žalost. Naša ekonomska šola, verjetno vsem najbolj znana po novih prostorih, s katerimi se ponašamo že dobra 3 leta in sicer nas najdete na novi lokaciji, to je Nošinska ulica 13. Nova šola nam omogoča, da imamo vse učilnice opremljene sodobno informacijsko tehnologijo, s tem sledimo sodobnim izobraževalnim trendom in sicer pouk poteka interaktivno, učenci imajo možnost razvijati e-kompetence in hkrati številni prostori nam omogočajo, da se izvajajo tudi številne obšolske dejavnosti, številne raziskovalne dejavnosti in tudi krožke. Na naši srednji šoli in gimnaziji izvajamo
strokovno-izobraževalne programe ter poklicno-izobraževalne programe. Med poklicno-izobraževalnimi programi prevladujeta trgovec in administrator, potem imamo srednje strokovno izobraževanje, in sicer ekonomski tehnik ter logistični tehnik, ter posebno strokovno gimnazijo, to je ekonomska gimnazija. Mi učence 9. razredov zelo vljudno vabimo na našo šolo, ker izvaja pestro paleto izobraževalnih programov. Poleg poklicno-strokovnega izobraževanja imamo tudi številne srednje strokovne izobraževalne programe ter strokovno gimnazijo, in sicer to so 3-letni programe administrator trgovec, potem imamo 4-letne srednje strokovne izobraževalne programe, kot sta logistik in ekonomski tehnik, ter strokovno gimnazijo, in sicer ekonomska gimnazija. Pri tej ekonomski gimnaziji mogoče, če izpostavim, dosti ne ve, kakšna je razlika med nami in splošno gimnazijo. Razlika je ta, da ne izvajamo predmeta fizike in potem po končanem izobraževalnem programu, poleg nadaljevanja na študijskih univerzitetnih programih, lahko tudi s poklicnim tečajem pridobijo zaposlitev in imajo potem tudi zaposlitveno izobrazbo, se pravi poklic kot takšen. Naša šola je tudi nova, je opremljena sodobno informacijsko tehnologijo, nudi dijakom poleg normalnih izobraževalnih programov tudi številne obšolske dejavnosti, smo inovativni pri sodelovanju z lokalnim okoljem, imamo številne medpredmetno zasnovane strokovne ekskurzije, tako da res velik poudarek dajemo temu, da bodo znanje znali v praksi, torej v življenjskih situacijah, tudi konkretno uporabiti. Ja, danes je seveda bil za nas in za vaše učence tak zanimiv dan. Jaz bi tako rekla, zakaj ravno na gimnaziju Murska Sobota? Zato, ker se bodo tukaj naučili in pri nas naučili torej razmišljati, resno delati, postati še bolj radovedni in seveda, da bodo z vsem tem dosegli to, da bo na koncu 4 let uspeh na maturi, potem pa seveda, da bodo lahko študirali tisto, za kar nekateri zdaj že vedo, kaj bi, drugi bodo pa v teh 4 letih to spoznali. Raziskovali bodo, delali bodo torej seminarske naloge, potovali bodo, opazovali bodo nebo, bodo v laboratoriju kakšne eksperimente delali, seveda se bodo tudi običajno učili, brali, recitirali. Gledališki krožek imamo, tam bodo lahko svoje talente sproščali, zapeli bodo lahko. Seveda, še enkrat poudarjam, predvsem bodo pa tudi veliko resno se učili. Na naši gimnaziji pa posebno pozornost posvečamo tudi učenju tujih jezikov. Nemščina poteka na naši šoli že 85 let, lahko bi bila 91, ampak nažalost zaradi druge svetovne vojne je nismo učili. Unsere Schüler erreichen dabei die höchste Plätze, nehmen sogar an Spracholympiade teil. И помимо славянского языка, хотели бы изучать еще один славянский язык и изучали бы русский язык. Добро пожаловать в гимназию Мурска Sobota, да вы научите се говорить, писать и читать по-русски. Domnevam, da tega tudi niste razumeli. Aljoša je hotel povedati, da se na naši šoli tudi uči ruščina. Če se hočete naučiti brati, pisati ter tudi govoriti ruski, pridite nas pogledati. Lepo pozdravljeni v imenu Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci. Pozdravljamo vas Mojca Šušek, psihologinja, kolegica Jožica Lukač, profesorica nemščine in naš dijak 4. letnika turistični tehnik Črt, ki je bivši učenec te šole. Naša šola izobražuje bodoče gostince in delavce v turizmu. Se pravi, vsak, ki rad dela z ljudmi, je dobrodošel pri nas. Posebni smo v bistvu po vsem. Dosti delamo z dijaki, družimo se, izvajamo različne projekte. Prav poseben projekt smo imeli zadnji teden v decembru, imenujemo ga Pridi me pogledat. Takrat se predstavljajo razredi in takrat v bistvu spoznamo, koliko talentov imamo med našimi dijaki, od pevskih do plesnih, glasbenih, nogometnih, vse kar hočete. V glavnem, pri nas je dobrodošel vsak, predvsem pa tisti, ki imajo veselje do dela z gosti in turisti.
naj nekako zaključim vsaj s 3 razlogi, zakaj se je pametno odločiti za našo šolo. Kot prvi razlog je zaposljivost. Poklici v gostinstvu in turizmu so še vedno med najbolj iskanimi, ne samo pri nas, ampak tudi širše. Prav tako ta zaposlenost ni vezana na enega samega delodajalca, ampak je teh delodajalcev kar veliko. Torej, jaz vas vabim, da se udeležite našega informativnega dne, če ne drugega, kot je že rekla moja kolegica, pri nas vedno lepo diši in od nas nikoli ne boste odšli praznih želodcev in žejni. Kakorkoli že, želim vam, devetošolci, da bi se pravilno odločili ter da bi bili v svojem poklicu srečni. Tako, srednja zdravstvena šola se nahajamo v Rakičanu, v tem kompleksu, torej Splošna bolnišnica Murska Sobota in pa Dom starejših Rakičan. Naj povem, da na tej šoli imamo 2 programa, to je 4-letni program zdravstvena nega in pa 3-letni program bolničar negovalec. Naj povem, da letos prvo leto bomo izvali nov program in to je kozmetični tehnik. Ja, srednja zdravstvena šola, bom pravil, je nekaj posebnega, predvsem zaradi tega, ker se ukvarjamo oziroma izobražujemo naše dijake za poklic, ko bodo delali z ljudmi. To bi še enkrat samo poudaril, to ni, se pravi, izobraževanje za poklic, temveč za poslanstvo. Poleg tega bi mogoče želel povedati samo omeniti naše 3 programe. To je tale naš klasični 4-letni program zdravstvena nega, kjer si bodo pridobili naziv srednja medicinska sestra in pa srednji zdravstvenik. Potem je 3-letni program bolničar negovalec in novost na naši šoli je pa sedaj še kozmetični tehnik, tako da, če vas zanima, katera izmed teh 3 smeri, seveda so vabljeni. Prihajam z gimnazije Franca Miklošiča v Ljutomeru, sem ravnatelj, moje ime je Kustec Zvonko. 2 programa sta tista, ki jo bom skušal na kratko predstaviti, vendar to so samo moje besede. Jaz vas seveda vabim kasneje, da se ustavite tam ob naši mizi, kjer so tudi naši dijaki in naši profesori, ki vam bodo rade volje povedali še kaj več oziroma postregli še s kakimi dodatnimi informacijami in pa seveda prisrčno vabljeni na informativni dan, ki bo tako, kot je vsako leto, v petek 11. dopoldne in popoldne in pa v soboto 12. dopoldne. Zdaj, kar se tiče programa predšolske vzgoje, tu nekaj preveč sporočati oziroma pregočavati po domače, ker vse tiste, kar zanima delo z otroki, s malimi otroki v vrtci. Dobro, da se tudi po eni liniji iti tudi naprej študirati, ste seveda te vabljeni v program predšolske vzgoje. Tako, kar se tiče tega programa, tu nekaj dodati. Da pa kar se pa tiče gimnazije, da pa se človek odloči za gimnazijo, tu pa je težje za razmisliti, ker dejansko se mora človek na začetku pitati, zakaj iti v gimnazijo. In normalno, če ideš v gimnazijo, tu poklica nega, zdaj, če jih na hitro primerjamo z predšolsko vzgojo, ti se že na začetku odločiš, po gimnaziji pa te mora iti naprej študirati. No in kaj je zdaj tisto, kar loči mogoče Ljutomersko gimnazijo v tom trenutku najbolje od mogoče preostali gimnaziji, je, kako se vpišeš na Ljutomersko gimnazijo, imaš eno garancijo, lejko mu se pisal naprej. Se pravi, prvo, ko lejko menimo, približno nekaj tu zadnjih nekaj let ali pa celo lejko meni desetletja, na šoli sem glih nekaj 1 desetletje, pa spremljam situacijo, je uspeh na maturi 100%. To pomeni, vpišem se in imam eno garancijo, dobro, po 4 letih pa te lejko idem naprej študirati tisto, kar ščem. To bi recimo kot prvo izpostavil, ker se mi zdi, da to malo menje šole izpostavljajo, verjetno v smisli, da pač vsaka šola pove samo tiste pozitivne stvari, ostale pa mogoče malo ne. Ta druga stvar, ko se pa navezuje direktno na to, pa je ta, da ne je važno samo maturo napraviti. Recimo, maturo sem napravil, ker konec koncev vsi imamo svoje senje
vsi bi radi šli recimo študirati, bi bili doktori, bi bili pravniki, bi bili prevajalci, pa kaj ne bomo našteval. In recimo vse fakultete nemajo samo kar tako neomejenega vpisa. In na koncu se moraš tudi pitati, kako bomo napravili to maturo. In Ljutomerska gimnazija je znana po tom, ko maturo delajo dobro, ne pa samo, ko so napravili maturo. Povprečje, torej, če primerjamo naše povprečje na maturi s slovenskim povprečjem, je že zadnjih nekaj let višje. Se pravi, da maturo napraviš, si lejko meren, lejko ide na medicinsko fakulteto, bom njo kar izpostavil, ker enostavno tam je omejitev vsako leto in si lejko meren, pojdeš študirati to. Mi trije smo zvezde. Care. Zato pa gremo zdaj z njim na intervju. Ja, malo mu ga pitali, malo mu se pogučali o Big Brotherju. Kaj to tvoj sir? A si jela sir? Jaz tebe vprašam. Ideva. Z mano je Činč, ker ga verjetno vsi poznate z Big Brothera. Pa vas prosim, če sami povejte nekaj o sebi. Najprej nekaj o sebi. V bistvu sem Činč, pišem se Činč, vsi mislijo, ko me zovejo samo Činč. Ime mi je Jožek, jaz sem en Sobočanec, ker je vse feleži v življenju delal. Moram verjeti tudi, ko sem delal to, ko zdaj delaš ti. Spitaval sem ljudi, pitanje, pa sem čakal, ko čedno kaj povejo, tako zdaj, če čakate, kaj čedno povem, to ne bi šlo. Kaj delam, kaj? Delam muziko, delam na televiziji, delal sem, pa delam tudi na radiji. Najrajši pa delam doma na kavču pred televizijo. Lejko nam prosim povejte, kako ste sploh prišli v javnost, tako vas ljudje poznajo, kako ste gledali slavne? Ga ne mislim, ko sem gledal slaven. Dobro, bolj sem gledal prepoznaven. Ne vem, kot ga sem, tako 10-12 let nazaj se spomnim, ko sem začel delati na eni soboški televiziji. Tam sem imel takšno vdajo, kako imate zdaj to vi. Muziko smo vrteli, goste sem vabo, te sem pa začel tudi malo skeče snimati, skrite kamere pa kaj takšnega. Te sem v sobotu bil nekši 10 let, te sem šel v Maribor, tam me je večji del Slovenije tudi spoznal, tam sem tudi delal takšne vdaje, od zdaj sem jih nabral, kot ga znam svojim življenjem, nekaj 350 sem jih naučil štev. In tako me je narod spoznal, te 4 leta, 5 let nazaj sem dobil celo Viktora, potem sem nekaj glavno gatu prepoznaven. Dobro, dosta ljudi je zanaščilo tudi za to, ko imamo muziko, te naše kvašne retaše, s katerim se tudi hecamo v Prekmurčini. Tej Big Brother voljda me je pa spoznalo še več ljudi, kot me je poznal. Koliko je pa zgemljete ideje za te pesme, ko pišete, te prekmurske, pa tako še dobre, smešne? Hvala, če so dobre, hvala, če so smešni. Pa ne, v bistvu, vse je to iz nekšega, kot je ga okolja, v katero se gibljamo, ne. Tako, zdaj, če imam, če to poslušal pesem Volimo, je napravljeno na volitve, če to poslušal besedilo, volitve je resno to dogaja. Če smo napravili pesem Voziček na 3, to smo te napravili s toliko, so se soboške peneznate ženske začele kazati z dragimi vozičkami in to smo napravili, kot ga znam. V bistvu, kot ga znam, ko se zgodi, dobiš eno idejo, pa probaš čim bolje nekako napraviti po svoje. In izgleda, ko nam to gre čim bolje zvok, to, ko ljudje imajo pesmi radi in upam, ko se ne bomo spremenili. Mi kaj ekstra pametnega pa nekaj umetnosti ne moremo delati, človeščini pa nasplošno ne. No, dobro, te pa kako je pa bilo s tem Big Brotherom, kako so vam samo enako pozvali, pa ste bili včasih za to, ali kako je bilo? Ne, zvali so me dvakrat so me zvali, pa sem dvakrat prav nej. Tretjič so me zvali, pa sem prav komu začel premišljavati. Zvali so me četrtič, te sem že premišljaval, za kojega jaz ne bi šel notri, ne. Te smo doma malo začeli vagati, ko je dobro, ko je slabo in te sem ga prav tako. V življenju sem že marsikaj probal, ne je vse bilo pametno, ko sem probal. Sem rekel, v bistvu nema nikaj zgibiti. Sem rekel, ajde idem ga probam. Idem ga probam 2-3 tedne, da to verjetno zdržim. In te na konci je bilo to, ko sem zdržal sej 10 tednov, pa na koncu sem še zmagal. V bistvu šel sem noter za voljo štosa, pa ga je probam za voljo to, da sem še videti, ko je to v tej resničnostni šovi, ko se sploh noter dogaja. In evo, rekel povem, kaj ena super izkušnja je bila. No, iskrene čestitke za zmago drugače. Zakaj pa ste bili najprej proti, ko ne bi šli?
Ne vem, zelo to, ko sem jaz, ne vem, jaz sem tako še en samo svoj tip, ne, težko sem si predstavljal, ko bi jaz z 9, 10 bil v Küper, z nekšimi različnimi karakterami, zelo to, kot jaz imam svoje pajdaše, svoje ljudi, znam, kako se što obnašal, si zna, kako se ga obnašam, in imam tudi ene svoje finte, in sem si mislil, ne vem, težko da, ko bom z različnimi ljudmi v Küper Joe, se tušeral, spal, pogučavo, ne vem, v bistvu, kot ti najdem to upravo. Enostavno sem se noter ne videl, ko sem ga to po televiziji parkrat gledal, pa mi je bilo to ful dosadno, ko sem videl, ko se dvigne pogučavo v to kot v gele, pa kao samo neka ton bluzijo brez veze po odiju, pa nikaj se noter ne dogaja. In ti sem si mislil, je to sploh za mene ali ne. Sem prav, ajde pa idem proban, ajde pa, te smo šli. Na koncu pa ste se razmele? Ja, evo, na koncu pravim, se je izteklo vse tako super, tako zdaj jo moram povedati hvala lepo vsem tistim, ki so držali za mene, ki so glasivali za mene, da sem prišel, da sem ne mogel vrvati, kako se je sploh vse ti dogajalo, različne zgodbice čujem, v bistvu vidim, ko mi je ogromno ljudi dalo podporo in evo, to je tisto, ko me pa še najbolj veseli poleg zmage, ko vidim, ko je ljudstvo pokazalo, mislim, kako naj povem, ne vem, ko so videli, ko je Nejčinč pa takšen, kako se je od njega gučalo, ko bi se samo svojil, pa ko je nekši težki ego, pa ko je, ne vem, mora biti vse po njegovom, tako v bistvu te 70 dni, to je bil Činč, ne. Kaj vam je najbolj ostalo v spominu iz Big Brotherja? Najbolj, kaj mi je ostalo v spomini? Najbolj mi je ostal v spomini tisti čik, veliki, plastičen, gdje sem preživel največ časa to. Na čiki sem bil največ, pa v postelji sem bil največ. Ne, malo se hecam. Poleg tega morsko mi je ostalo v spomini. To, ko smo imeli prve 3 dni, smo bili brez tople vode v tuši. Salamo sir to mi je ostalo v spomini, fejst. Na karte, kako smo se metali, kako smo se z Genov super razmila, kako me je Urška presenetila pozitivno. Kot je še ladje, da smo bili kot mala deca, ko smo se metali s tistimi kuglami, pa smo se prvič redno svodili. Pa finale to mi je pa definitivno, pa še ta Beyoncé, ne. S tem, ko finale mi je pa definitivno ostal v spomini. To je bil čisto en ekstra dogodek, da sem prišel po 10 kednoj v tej studio, da sem gor zagledal noči, pa moj Doris, pa tisto je bil totalen trans, totalen šok, tistega mu se spominjal, če mu se kaj spominjal, mu se to spominjal do konca življenja, to zadnjo sceno. Kaj se vam je pa zdelo najbolj težko v Big Brotherju? Pa ne je bilo to glih ekstra, ne vem kaj težko, zelo to, ko ne smo se glih pretegnuli, ne vem kakšnega dela, ko bi mi kaj mogli okupavati, pa kaj takšnega, ko bi fizično bili nekako premenjeni. Znaš ko, dolgi čas, to je bilo najžmetnej. Ne si imel noter nika, da doma, če te što svadi, ideš svojo sobo pa s televizijo vžgeš ali pa muziko piščališ. Mi smo ne imeli te priložnosti. Tako dolgi čas je bil najžmetnejši noter. Od torka do petka smo imeli naloge, v soboto smo pucali, pa to je bilo vse. Tako ti se 3-4 dni od sobote do torka, to je bil pa totalno dolgi čas. To je pa najžmetnej bilo. Dolgi čas je bil pa najbolj kritičen. Kako ste pa potem preganjali dolgi čas? Sem že prav, kaj sem non-stop sedel na cigaretni. Tak. Koga ste najbolj pogrešali? Koga sem pogrešal? Pa mislim, koga, normalno, ko sem svoje najbližje pogrešal. S tem, če pa zdaj že mogo, ne koga, ampak ko sem najbolj pogrešal, najbolj sem zmes pogrešal muziko, recimo. Ko bi zmes si džogal sa slušalke ali pa MP3 nekaj vijo, pa bi muziko poslušal. To, ko bi se kaj dogajalo, znaš, pravi, ne smo imeli noter nika, ne pisanje, ne nika zapisati, ne televizije, ne vre, ne nika. Tako, či ko sem pogrešal neko, ko bi se zamotil, ne vem, makar če bi mi dali vodene barvice, recimo, bi se bar z njimi ukvarjal, ne. Slišali smo, da imate tudi band, potem nam pa nekaj o bandu povejte. Dobro ste slišali, imam tudi band. Ja, imam band je letos star 10 let. Nas je 7, začeli smo trgi, teco je prišel še eden. Te se vas spomnim živo, ko smo dobili 2002 leta, smo dobili možnost, ko špilamo na enem velikem koncerti.
gdje so nastopili Glonišče prepeva Tabu pa Siddharta. In te so nas organizatorji 2 dni pred tem zvali, če bi mi nastopili, in te je šel Činč gledati veliki oder in je videl, ko je te oder preveliki samo za 3 pa še enoga. In te sem imel to srečo, ko sem poznal bobnara, gitarista, našli smo še basista in te smo, mislim, da je bilo okoli 5 gezer ljudi, odziv je bil fenomenalen in te sem ga jaz na odri prav tak. Jaz sem se gnjez odločil, ko mi bili band in naj se zgodi kakoli. In te band z eno pauzo, pravim, da je zdaj leto star 10 let. Evo. Kako pa to, da ste prišli nazaj skupaj z bandom? Zvolj to, ker nam je bil dolgi čas, en brez druga. Činč brez Retašov ne mre, pa verjetno tudi Retaši brez Činča ne mrejo. Tako mi lejko samo tako skupaj funkcioniramo. Nas 7 cirkusantov, pa to je to. Kdo si pa izmišljal največ besedila? Pa dobro, ogromno besedil sem ga jaz sam napravil, s tem, ko moram praviti, ko ideje kapljajo. I od Primoža, i od Cepoja, par komarja smo tudi skupaj napravili. Odvisno je od ideje. Ene prinese 2-3 vrstice, ene cujde, ene malo refren, malo to, tako. Te vam mi to že tako ves pravimo, tako to izredno dobro zveni. Pametna besedila, čustvena, v bistvu, hec, vse je hec. Moram priznati, ko smo vsi tako pozitivno nekako nabriti, vsi smo nekši hudomušni, vsi smo takši za hece, tako to je veliki problem besedila. To je zelo dobra besedila. Kaj pa sem slišali, da smo tudi imeli zadnji teden, zadnje čase veliko nastopov. Je bilo naporno? Ja, mislim, tretji den, kako sem prišel v Big Brothera, so se začeli nastope. Mislim, ko smo jih zdaj imeli tu na enem meseci, kako se ne zlažem, 9, 10. Je malo je naporno, ko si malo si ne naspani, pa to vse, samo pa, što pa je ne bil na odri pred tolikimi ljudmi, kateri sodelujejo s tev, kateri so veseli, kateri kažejo svoje emocije, kateri živejo z nami, to je en čisto ekstra feeling, tako zmontrani se mogoče, zmontrani se, ampak kdo si pa na odri, pa pozabiš na vse, zavolj to, ko tudi meni včasih glava boli, sem ne morem biti na odri, pa pravite, meni se gnjez ne da, ko me glava boli, ga se ne naspani, tako tisti, kaj karto plače, to njega ne zanima, V bistvu je vse en lepi štovs, publika sodeluje z nami in ga sem jih hvaležen in ga sem lejko samo povem, ko če je to tako dole šlo, skidam kapo, lejko po publiki ti povem hvala lepa, komukoli prijemo odziv, je fenomenalno. V redu, potem pa vam držimo pesti za naprej, pa hvala lepa. Hvala tudi von, ga vam pa držim pesti, ker je ta vdaja, kako imate, kaj je super zastavljena, laufala pa evo, lejko povem, ko sta VV2, kako vam je že imi? Anja pa Karolina. Teba naj bo Ančika pa Katica. Evo, sta na dobri poti, pa samo tak naprej in evo. Dve takšni pozitivni vi, brez kakšnih koli problemov, tako, ja, sta na dobri poti, vsaka čast. Hvala. In prišel je konec. Mrzel konec. Ampak vidimo se že naslednji mesec. Kdaj da bolj topel mesec. Dio. Adijo.